Med dolgimi tedni operacije Rjoveči lev sta IDF in ameriška vojska objavila veliko posnetkov zadetkov balističnih raket, brezpilotnih letal ter pomorskih in zračnih sil Irana. To bomo zaprli takoj in mi bomo še naprej borili z vso svojo močjo proti terorističnim državam in seveda tudi proti njihovim teroristom. Ocene ob koncu operacije Rjoveči lev so, da imajo Iranci še med 1000 in 1500 balističnih raket. Iran ima še vedno pomemben arzenal na voljo in ZDA in Izrael sta v vojni od 28. februarja do 7. aprila očitno uničila le 30% iranskih raketnih zmogljivosti. Tako je bil to določen korak nazaj za Iran, vendar je Iran, kot smo videli iz včerajšnjih napadov na Izrael, še vedno aktiven in operativen. Nekatere od teh raket so ostale dostopne iranskemu režimu, druge pa so zakopane globoko pod gorami. Presenetljivo smo prej spoznali še eno besedo v hebrejščini: zamašitev predorov. Zelo veliko bomb na teh območjih res povzroča zrušitve in plazove pepela ter zelo velike količine pepela in skal. Vidimo različne vhode na najdiščih telov. Vsi so bili prej zaprti, zdaj pa so odprti na široko, zato vse, kar je ostalo znotraj, ni poškodovano. Iranska sposobnost izstreljevanja brezpilotnih letal je bila morda prav tako prizadeta, vendar ni popolnoma izginila. Izključno na podlagi javno dostopnih virov in poročanja, ki ga vsi beremo iz različnih virov, Iran še vedno ohranja zadostne zmogljivosti za brezpilotna letala. Njegova brezpilotna letala in njihova proizvodnja so razpršeni po vsej državi. Prav tako so nizkocenovni in hitro proizvedeni. Te zmogljivosti še naprej proizvaja tudi med tako imenovanim premirjem. Poleg napadov na samo orožje sta Izrael in ZDA med dolgimi tedni operacije napadla tudi proizvodne obrate za rakete in brezpilotne letala, kar Irancem vsaj v tej fazi otežuje proizvodnjo novih. Vnaprej smo nevtralizirali uničevalni stroj iranskega režima. Odstranili smo jih od nas. Ubijaš me. Iranska vojska je prav tako utrpela hud udarec. Iranske letalske sile, ki ne predstavljajo resnične grožnje, so bile hudo in celo usodno prizadete. Tudi iranska mornarica je utrpela hud udarec. Toda Iranci imajo še vedno ladje, ki lahko sejejo strah v Hormuški ožini. Iranci vsekakor lahko povzročajo težave v Perzijskem zalivu na različne načine. Bodisi z nadaljevanjem dejavnosti v Hormuški ožini, proti tistim ladjam, ki poskušajo prečkati Hormuško ožino brez usklajevanja z mornarico revolucionarne garde ali hitrimi čolni. Toda čeprav je bila Iranova sposobnost izstreljevanja večjih količin balističnih raket proti Izraelu okrnjena, njegova sposobnost izstreljevanja raket proti zalivskim državam še vedno obstaja. Približno 2000 raket je bilo izstreljenih proti zalivskim državam med operacijo Rjoveči lev, od tega 900 proti Združenim arabskim emiratom. In ta sposobnost je bila in še vedno ostaja pomembna. Bistvo je, da lahko Iran grozi svojim sosedam, Saudski Arabiji, Bahrajnu, Kuvajtu, Abu Dabiju, Dubaju. Ta sposobnost obstaja, zato lahko uporabljajo rakete kratkega dosega, ki so veliko manj drage in zapletene za izstrelitev, kot rakete, ki jih izstreljujejo proti Izraelu. Veliko takšnih raket je še vedno v njihovem arzenalu. Se lahko brani, skoraj da ni ali pa obstaja le delno v teh zalivskih državah. Morda bodo izvzeli enoto Emiratov. Vidimo tudi, da ko Iran napade, dejansko napada vedno bolj in bolj. Odličen čas za napad Irana. Tudi če je bila iranska sposobnost povzročanja škode prizadeta, ni popolnoma izginila. In če se vojna resnično nadaljuje, Iranci že vedo, da imajo, če želijo šokirati regijo, orodja za to v svojih rokah.